Vresnik Primož, literarni natečaj 1968, nadaljevanje novele. Slišala se je živahna melodija jedilnega pribora in porcelana. Ameriški pisatelj je kar tolkel z vilico, od razburjenja in jeze. Ritem udarjanja je ustvaril porcelanasto kovinski zvok. Zvok je češkega pisatelja Honzo popeljal v preteklost. Ponovno se je spomnil modre kuverte. Kuverte s priznanjem na literarnem natečaju tistega davnega leta 1968. Kuverta se je z leti navzela uradnega vonja, vonja predalov pisalnih miz. Najpoprej je ležala v globokem predalu pisarne v Pragi, predalu Ministrstva kulture, predalu masivne orehove mize. Nekaj mesecev, dokler predala ni odprl namestnik kulturnega ministra. Tiste poletne dni, ko so gosenice tankov zapeljale na Češko. Namestnik je imel blag, a službeno obvladan izraz na obrazu, ko je dečku Honzi izročal priznanje literarnega natečaja, pionirskega natečaja. Lahko bi se reklo, da se je nekoliko nasmehnil. Lahko bi se reklo, da se je zavedal, da je pred njim le otrok, ki ni vpet v kolesje odraslega sveta. Deček je čutil srčni utrip v senceh in suho kepo v grlu. Suho grlo mu je dajalo občutek, kakor da ima nekaj težkega v grlu. Samo lesk v njegovih očeh je kazal vso živost otroštva. Uradnik je v nekem trenutku njunega srečanja zamišljeno in žalostno pogledal skozi okno. Saj se tam zunaj ni pripravljalo nič dobrega. Človeško ranljiv izraz na obrazu priletnega uradnika je na koncu opogumil dečka, da je vzel kuverto z odločno kretnjo. Češki pisatelj se je vrnil v sedanjost. Prisluhnil je šklopotu jedilnega pribora v restavraciji in se zazrl v stanovskega ameriškega kolega, ki ni skrival veselja do bolgarske prehrane. Zunaj, za okni, se je zmračil Pariz. Zagledal se je v zrno graha na krožniku. Za majhnega, malega človeka, kakor je bil sam, so pomembne, drobne in neznatne stvari. Vedno so bile. In tudi to drobno zrno graha, ki ga je z vseh strani zalivala pikantna omaka, sodi med znamenja najtišjih trenutkov v njegovem življenju. Stanovski kolegi, pisatelji, so z neobveznim klepetom za jedilno mizo predstavljali zvočno sliko, ki pa je v očesih češkega pisatelja izgubljala na svoji akustični moči. Vse bolj so vstajali spomin na čas, ki je določil sedanji čas. Vsa sedanjost je otrkljala nekam čez jedilno mizo. Deževni večer v Parizu je bil po intenzivni televizijski oddaji pravo naravno vzletišče za popotovanje v preteklost. To potovanje je bilo polno sladke utrujenosti, a po drugi strani polno sladke notranje zmage. Dež se je slišal, kakor prasketanje stare gramofonske igle na stari gramofonski plošči. Češkega pisatelja
je prevzela sladka utrujenost, saj je pred kamero govoril nepotvorjeno resnico. Resnica ni prijetna za ušesa, tudi za zahodni svet ne, si je mislil. In ko je sedaj, po nekaj desetletjih, z občutki in mislimi odpotoval nazaj v otroštvo, se mu je stopnišče na češkem ministrstvu zdelo kakor spomenik Habsburški monarhiji. In kot graja tedanjemu sistemu, ki so ga pričeli krojiti Sovjeti. Tisti poletni dan je bilo vse v rokah vestnega hišnika. Hišnik je barval ograjo na stopnišču ministrstva, čeprav je bila stavba sama potrebna temeljite prenove. Na stopnišču se je takrat uvedel, da so bili za Češko veliko lepši časi pod Habsburžani. Otrok ni vedel za vse družbene premene in zaplete, vendar je še kako čutil, da je čas njegovega otroštva družbeno slabši čas za njegovo domovino. Hišnik je barval ograjo in ograja je škripala. Vse stare ograje škripajo in tudi ta se je majala in škripala. Lahko bi se reklo, da se je nekoliko kislo nasmehnil, ko se je deček pojavil na stopnišču. Lahko bi se reklo, da se je zavedal, da je na stopnicah ministrstva le otrok, ki jo drobi proti temačnim vratom. V teh nadstropjih so v avstrijskem cesarstvu korakali, stopicali in šantali vsi tisti, ki so imeli z umetnostjo in kulturo kaj opraviti, pobližne stike. In zgodilo se je, da se je tistega poletnega dne 1968. leta na stopnišču ministrstva pojavil šolar. Junija so razglasili zmagovalca, vendar je takrat zbolel. Julija je bil pogreb njegovega starega očeta. Honza je ostal sam, nenadoma vaška sirota. Avgusta pa je krenil v Prago, da dvigne potrdilo o prvi nagradi na literarnem natečaju. Ko je v rosnem jutru sedel na lesenem sedežu avtobusa, ki se je pozibaval proti Pragi, je opazoval nastajajoč se dan. Porajajoč dan, ki ni skoparil s poletno svetlobo, sončno svetlobo, ki je kar lila z neba, in sonce je poudarilo zaprašenost avtobusa. Prvi vlaki, prvi avtobusi so ustvarjeni za pobeg, je zapisal mnogo kasneje. Takrat pa se je peljal v mesto z vedrino, v srcu in glavi. Sedaj, ko je ostal čisto sam na svetu, je začutil svobodo. Za nikomer ni jokal, ker nihče ni jokal za njim. Bolj, ko se je približeval Pragi, bolj je tonilo sonce, izginjalo za stavbami. In potem so dolge kolone tankov na dotrajanem asfaltu pričele metati senco na krajevni avtobus. Avtobus na relaciji Moravsko-Šlezijska Praga. Če je bilo zgodaj zjutraj vse razsijano, vedro ter prostorno, je se sedaj postalo v avtobusu somračno. Z vsakim prevoženim kilometrom proti Pragi so nastajale sence. Vedno več jih je bilo. Nastal je zastoj. Avtobus se je močno stresel, obmolknil in obstal. Nedaleč stran od nekega semaforja, ki pa ni bil vklopljen. Nastala je tišina, ki jo je občasno prekinila oddaljena barva človeških glasov. Slovanska melodija je prihajala do oken avtobusa.
Šofer je zaklel, pogledal dečka in potem dolgo, res dolgo molčal in gledal predse. Tišina v avtobusu je bila ena izmed tistih tišin, ki jih lahko uvrstimo med napete tišine. Zunaj se je dogajalo. Na začetku je bila govorica nerazumljiva, potem pa je povsem razločno in jasno slišal ruske glasove. Čez nekaj časa je šofer odprl vrata in kot kakšen prestrašen učenec pogledal v oficirja, ki je strumno stopil na prvo stopnico vhodnih vrat, da bi se razgledal po avtobusu. Nasmehnil se je, ko je zagledal dečka. Šoferju pa je, ne da bi ga karkoli vprašal, ukazal, naj požene in pelje naprej.